Si predstavljate, da ste primorani živeti v domu za stare ljudi, ste dementni in da osebje o vsem, kar je pomembnega za vas, obvešča vašo nečakinjo, ne pa vašega partnerja? A si predstavljate, da ste primorani živeti z homofobno sostanovalko v domu za stare ljudi? Ali pa da ste odvisni od vsakodnevne, intimne nege na vašem domu od negovalke, ki je transfobna? Skratka, to so vse realne izkušnje, ki jih doživljajo stari LGBT ljudje, celo v državah, ki imajo dolgo in daljšo tradicijo LGBT pravic kot Slovenija. Nekoč razkriti in so živeli odprto, so v zadnjem obdobju življenja spet primorani iti v klozet. Skratka, če nagovorimo te izzive, vidimo, da pomanjkanje ozaveščenosti pri zaposlenih gotovo kliče po nekih spremembah v izobraževanju za socialne in zdravstvene poklice. Ampak ob tem rabimo tudi vodstva domov, zavodov, inštitucij, organizacij, ki bodo zavezana tej vključujoči oskrbi, načelom vključujoče oskrbe. Ampak morda še najbolj od vsega potrebujemo neko samoorganizacijo LGBT skupnosti v smeri podpornih, bivalnih oblik, alternativnih oblik podpore, družabnih prostorov, ki nekako bolj pomiri LGBT starega človeka. In jaz mislim, da vse te vizije so potrebne in lahko tečejo istočasno, niso izključujoče. Navsezadnje nagovarjamo zelo raznoliko LGBT skupnost. Brezdomstvo se v LGBT skupnosti kaže kot zelo pereč problem. Še posebej pa zdaj zadnje mesece opazujemo posledice korona krize. Hkrati pa ta tema, ta problematika ostaja nenaslovljena in pravzaprav ni nobene infrastrukture, ki bi to naslavljala. Nimamo nobenih raziskav na nacionalni ravni, s katerimi bi lahko si pomagali v bistvu sploh prepoznati resnične potrebe populacije in kako jih nasloviti. Storitve, ki obstajajo, so v bistvu neprimerne za zelo veliko količino LGBTIQ+ oseb. Osebe, ki tam delajo, niso senzibilizirane za LGBTIQ+ teme. Osebe, ki hočejo uporabljati te storitve, lahko doživljajo tam diskriminacijo oziroma recimo tudi specifičen problem za transspolne osebe so storitve, ki so deljene po spolu, ki jim pač ne ustrezajo oziroma jih že avtomatično izključijo. Hkrati pa ne obstajajo nobene storitve, ki bi specifično naslavljale LGBTIQ+ osebe, ki imajo izkušnjo brezdomstva. Kljub temu, da v bistvu LGBTIQ+ osebe predstavljajo proporcionalno zelo velik procent brezdomske populacije. Tako da realna situacija, sploh med mladimi LGBTIQ+ osebami, ki imajo izkušnjo brezdomstva, je taka, da se ta problematika naslavlja prek neformalnih mrež, prek socialnih mrež. To pomeni v resnici pokličeš par prijateljev, tvoji prijatelji pokličejo še koga in nekdo ti najde kavč, na katerem lahko prespiš. Zato so nujno potrebne neke sistemske rešitve, nujno je treba vzpostaviti čim prej varne začasne namestitve. Potrebno je razviti sisteme podpore na neki celostni ravni, se pravi psihosocialno podporo, pravno-administrativno in še veliko drugih oblik podpore. In nujno je treba začeti graditi, začeti razvijati neke celostne, sistemske, trajnostne rešitve za LGBTIQ+ brezdomstvo.